Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najvižja. Ja, upam, da ste teden preživeli kar se da lepo, da ste dobro, zdravi, da ste ujeli nekaj sončnih žarkov, ki nam jih je ta teden podaril in da ste pripravljeni na 1 uro dobre domače glasbe. Danes so k nam v goste prišli člani ansambla, ki prihajajo iz Bele krajine, so jubilanti, praznujejo 25 let delovanja in to je že kar dobro in zelo sem vesel, da gostimo današnji ansambl, to so ansambl Andreja Bajuka in začnemo z krasnim valčkom Obriši solze. Uživajte! Temni se da, ko si ostal ves pozabljen in čisto sam. Vedite daj, da že misli nekdo na te, ki enkrat bo znal ogreti ti srce. Spomniš lahko lepih dni se preteklosti, v njih našel moč, za vse boš prihodnje dni. Pojdi naprej, druga vrata si zdaj odpri, za njimi zagledal boš čar novih dni. Le obriši si solze, sanjam lepim se predaj, veš, življenje prekratko je, nič ga ne da nazaj. Dobro veš za pregovor, da za dežjem vedno sonce te pogrelo, z njim pa upanju nov dan roko podaj. Sonce te pogrelo, z njim pa upanju nov dan roko podaj. Spomniš lahko lepih dni se preteklosti, v njih našel moč, za vse boš prihodnje dni. Pojdi naprej, druga vrata si zdaj odpri, za njimi zagledal boš čar novih dni. Le obriši si solze, sanjam lepim se predaj, veš, življenje prekratko je, nič ga ne da nazaj.
Tako, slišali smo krasen valček, krasen uvod v današnjo oddajo, ki se zelo veselim in najprej se spodobi, da pozdravim šefa. Andrej, en lep dober večer. Dober večer tudi vam. Evo, pa smo tukaj pri vas. Moram te pohvaliti, vas pohvaliti, da zelo dobro zgledate, glede na to, da je v nedeljo 20. Bila velika fešta, veliki koncert. V Semiču se je zgodil. Ja, res je. Nedeljo smo praznovali 25. obletnico delovanja, ob tem smo tudi izdali novo CD Zgoščenko. Ja, malo nam se še vidi, ampak smo se kar dobro držali. Vse je šlo zelo gladko, zelo hitro potem, ko so se pač ljudje, ko so odhajali, smo imeli mi še svojega dela, pospravljanja in tako naprej. Ampak se nismo preveč zadržali, ker vsak ima tudi svojo službo naslednji dan. Evo, danes smo pa zopet pri vas. No, in mi smo zelo veseli, da lahko kjer rečemo. 25 let je še kar doba. Zdaj, če rečeš, poznaš fanta ali pa punco, recimo, ki sta stara 25 let, ok, to ni nekaj, ampak da pa ansambl zdrži skupaj 25 let, tu pa je nekaj pregodb in pa zgodb, verjetno. Veš, sliši se mi 25 let, se mi sliši ok. Ko mi pa nekdo reče četrt stoletja, tisto se mi pa moram že gruntati, koliko je za to, ne, na četrt razdeljeno. Ja, evo, zametki segajo v leto 1999, takrat sem začel na svoje ime igrati, ne. Nekaj članov se je normalno zamenjalo v ansamblu, ampak evo, v te zasedbi, ko smo zdaj, smo v te zasedbi, ko bi rekel, se najbolj tudi jaz počutim in dobro delamo, dobro ustvarjamo. In skozi imamo fajn, kam gremo, smo fajn, ko se vračamo, smo fajn. Pomemben je tim v bendu tudi, ne, da smo vsi sklepčeni in tudi, da se vsi imamo fajn. Ne. To je zelo pomembno, verjetno, za dobro delovanje. Zdaj sem prav razmišljal v tem uvodu, da ste verjetno, če prav razmišljam, prvi ansambl v letošnji izvedbi oddaj Najviža s pevko, veš. Teda jaz gledam, zakaj je ta oder malo lepši, kot ponovadi, veš, tule naš studio, in sem pol gotovil. Je pa naša oziroma vaša Ingrid letos rekla usoden da, ne? Ja, res je. A vse bom njo vprašal po podrobnosti, ampak ja. Mislim, da smo počaščeni, da smo kot Belokranjci, ki smo res majhna deželica Belih brez, da smo prišli k vam, pa da smo prvi tukaj, ki jo gostimo, ko praviš, tem letu, ne, ali kako že, z punco in pevko, s pevko, ampak mislim tudi z najlepšo pevko, kaj boste sploh imeli v nadaljevanju, tako da ne bi bilo dobene debate. To pa ne dvomim in ja, tukaj se res ne moramo kregati. Danes bomo malo šla nazaj v zgodovino, torej 25 let je minilo od nastanka ansambla. Kako se ti spomniš začetkov, mogoče prvega nastopa, prvih vaj? Ja, tako, začel sem še pred tem, ko sem imel svoje ime, sem v duetu igral. Ne spomnim se čist tega, kako je bilo v tem začetku, ampak spomnim se, ko sem pa se svojemu, pač ko sem imel svoj ansambl, ko smo bili trije fantje in ko smo pač takrat snemali za takratno oddajo Zagrajmo in zapojmo, to mi je ostalo v spominu, ko smo v tem prvi spot snemali, ne. Takrat sem bil zelo mlad, ne. Pa sem rekel, kaj bo zdaj ta televizijo, kako se bomo mi to postavili. Ne, se so imeli svoje režiserje, vse je bilo to ok, ampak je potem rekel, to gre zdaj za res. Ne? Zdaj se morate lepo držati, ki to bo zdaj ostalo za zgodovino. Ne? In zdaj, ko delamo to naprej, nam je to vse bilo jasno. Zdaj, ko pa to prenašamo na mlajše, tudi v tej moji šoli, ko učim v glasbeni, si misli, kako se moramo držati. Vi se sprostite, to je edinstveno in to bo tudi ostalo. Tu so bile neke začetke, so bile tak... Zdaj se spominjam, da ni bilo težko, ampak je bilo seveda stresno, ker nisi znal točno na kak način tudi, se v studiu si že posneva, to je bilo treba pa izvajati, pa televizija, pa kamera okoli tebe, ne veš, kak se bi obnašal. Je bilo vse normalno, ja. Daj si pa ti zdaj že svoje znanje kar nekaj let prenašaš na druge, ne bom rekel samo mlajše, ker verjetno so med njimi tudi, med tvojimi učenci tudi verjetno starejši, ampak kdaj si pa ti stopil, kdaj si imel prvi stik s harmoniko, kdaj si začel, kdo je bil tvoj učitelj, vzornik? Tako, jaz sem začel na klavirski harmoniki v glasbeni šoli, to zdaj učencem tudi povem, ko jih učim, da sem iz Radovice do Metlike 7 kilometrov. In takrat, ko je oče bil obrtnik, je delal cele dneve, mi je kupil klaviaturo, kar tak že ni bila najcenejša, bila je kar tak neki srednji rang. In sem v Metliku peš hodil na vaje, da me je učil en učitelj, več nas je bilo tam, no, ker je učil skupinsko. In 6 km, 7 km sem šel peš tam in potem nazaj. Ne? In zdaj pa itak starši pripeljajo
ne, tudi če vprašajo, a bo še kaj pil zraven, ne, smoka, karkoli, ne, sem rekel, ne. Mislim, niso bili tako začetki lahki, ampak evo, se je obrestovalo. Potem sem pa po vojski, sem pa takoj frajtonarcu zagrabil in podlago sem že dobro, zanimalo me je in potem sem se začel učiti, obiskoval razne mojstre, evo, in potem sem pa začel igrati in to se stopnjevalo. Nekaj vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Ne? Absolutno. A še zdaj tudi vzameš zdaj klavirsko harmoniko morda ali pa sedeš za klaviature? Ne, itak to poučujem redno, vsakodnevno, ampak pri nas v Beli krajini ni toliko klavirska harmonika zaželjena, čeprav zdaj, ko smo imeli ta koncert, je bilo enih 6-7 na klavirski harmoniki učenci, ker igrajo glih tak, ne, ni zvok enako na diatonični, ampak eni imajo željo po klavirski, eni imajo po temu, po diatonični harmoniki. Nekak komad pa verjetno bomo naprej nadaljne posneli s klavirsko harmoniko, da ne bo misliti, da v Beli krajini ne znamo igrati na klavirsko, oziroma da ta zvok tam je tudi znan. Ne? Ja. Tako. Super, se veselim še nadaljnih pogovorov in pa nadaljnih skladb, ki jih bomo slišali. Naslednja bo vesela polka z naslovom Verjamem v ljubezen. Uživajte. Večerje in kaminu ogenj prasketa, podaš mi toplo roko, rečeš ljubljena. Zagledam velik šopek, dišeč in poln strasti, oči pa svetijo se kot pravi biseri. Utrgaš cvet in ga pazljivo daš v lase, poljubiš me in v hipu srečno je srce. Vse moje srčne želje so že izpolnjene, ker sanjam, vidim, čutim, da zvesto ljubiš me. Verjamem v ljubezen najino, prepleta se kot lep balet. Ta zgodba je resnična pravljica in naj živi še mnogo let. Verjamem v ljubezen najino, noben trenutek ni zaman. Če znova bi lahko izbirala, ti spet bi lepša moj vsak dan. Utrgaš cvet in ga pazljivo daš v lase, poljubiš me in v hipu srečno je srce. Vse moje srčne želje so že izpolnjene, ker sanjam, vidim, čutim, da zvesto ljubiš me. Verjamem v ljubezen najino, prepleta se kot lep balet. Ta zgodba je resnična pravljica in naj živi še mnogo let. Verjamem v ljubezen najino, noben trenutek ni zaman. Če znova bi lahko izbirala, ti spet bi lepša moj vsak dan. Verjamem v ljubezen najino, noben trenutek ni zaman. Če znova bi lahko izbirala, ti spet bi lepša moj vsak dan. Če znova bi lahko izbirala, ti spet bi lepša moj vsak dan. Verjamem v ljubezen, ja, kaj nam pa preostane drugega, verjeti je treba in radi se moramo imeti, pravijo, to je tudi eden od receptov za dolgo in srečno življenje. Izvoli, Andrej, se strinjaš s tem, ne? Ljubezen, zdravje, pa malo sreče moraš imeti. Da, to je tako, vse se mora poklopiti, mi rečemo po domače. Vse skupaj, ja. Tukaj v rokah držim, zdaj bomo malo pobližali, to je dejansko vaš čisto nov izdelek, ki je bil izdan ob vaši 25-letnici delovanja, nov CD. Kaj bi povedal? Išla je plošča, naša 5. avtorska, pred koncertom, to se pravi pred dobrih par dnevih, no nazaj, z naslovom Zaradi tebe. Na te zgoščenke je 15 skladb, od tega so 3 nove skladbe, ostalih 12 je pa
nekako bi rekli, najbolj poslušanih iz 4 prejšnjih plošč, katere so nastajale od leta 2001. Težko je bilo izbrati zdaj, kjer so najboljše. Tudi smo imeli željo, da bi jih ponovno posneli, ampak s časom smo bili kar omejeni, tako da nas čaka še delo za naprej. Bomo pa sigurno nekaj skladbic posneli na novo, pa tudi še kak spot posneli, kateri še ni zagledal luč, čeprav so komadi že starejši. Ja. Tukaj vidim na tej plošči, je prav zanimivo, vi se ukvarjate znotraj ansambla, to smo že tudi v prejšnji oddaji, ko smo bili skupaj leto, 2 nazaj govorili, vi se ukvarjate z produkcijo, vi sami tu imate srečo, da je med vami tudi tvoj sin Simon, ki se spozna na dobro sliko in pa naredi dober videospot. V glavnem, ti si tonski mojster, če skaj prav vidim, to na koncu premiksaš, potem delaš skladbe, edino besedila vidim, da prepuščate drugim tekstopiscem. Ja. Tu imamo morda prednost pri tem, ker nas tudi ta glasba, mene to zanimalo že skozi, tonski producent, ne. Simon je tudi hodil v šolo za medijsko produkcijo, ne. In zdaj, če ne bi imeli verjetno tega, tudi verjetno toliko ne bi delali, ker to, če imaš doma, se prilagajaš, ko imaš čas, ne. Ni odvisno vse od posameznika, ampak smo kot tim, ko sem že prej povedal, in to se pol usklajamo. Je pa res, evo, melodije sami delamo, aranžiramo, tekstopisce so pa tukaj od Fanike Pože, ki je v prvih 2 ploščah ogromno naredila, Toni Gašperič, Vera Šulinc, Matej Kocijančič, zdaj na koncu pa največ sodelujemo s Matejem Trstenjakom. Nekako smo se ujela in tudi ko za druge kaj delamo, tudi se z njemu posvetujemo oziroma pač nekako se uloviš in važen je pa izdelek potem na koncu, da je ljudem všeč, to je pomembno. Absolutno. A tematsko potem tudi vi predlagate tekstopiscem, kaj se želite imeti, ali ti pošleš ponovadi, ne vem, Matejo melodijo, ali on tebi pošlje besedilo? Jaz sem tako bil navajen, da sem ponovadi melodijo naredil, nisem nikoli delal po tekstu, razen od Tonija Gašperiča, on je imel bolj tekste, pa ni toliko delo na melodije. Okay, ampak zdaj, zadnja leta pa inspiracija že je, to se pravi, nekaj besed že imamo navedenih, kaj bi radi, da so noter in potem to lažje tudi tekstopisec piše, ne. Tako smo se nekako ujeli in meni je to tudi tako dosti lažje podelati, ki melodijo naredim, verzije so noter že določeni, zdaj pa naredi, pa da bo to tako mora biti izdelek. Zdaj se pa vrnimo še malo na koncert, ki je za nami. Torej, koncert je bil uspešen, niste bili pa sami na koncertu, tudi vaši glasbeni prijatelji so bili prisotni. Na koncertu dvorano smo imeli razprodano, ni to tako velika dvorana, ampak evo, tudi ko nekaj pripravljaš, si odvisen od publike. Seveda, da pa nismo bili tukaj sami, smo povabili v goste ansambl Tonija Verderberja, že 43 let je na sceni, ne. Še vedno kaj rekel, da bo še kaj naredil, ne, ampak... Ampak vi hodite pridno za njimi, no? Mi smo pa edini v Beli krajini, ko še kaj ustvarjamo, delamo. Ansambl Topliško pomlad smo tudi povabili, to so prijatelji, s katerimi pravimo eno roko vmijemo, ne, pomagamo in drugemu, ansambl Kvinto, tudi harmonikarski orkester, 30-članski iz moje glasbene šole, oni so, mislim, da največ aplauza povzeli, ker so bili od najmanjšega pa do tistih velikih, pa bila je tudi trdoživa Belokranjka Ankica, ki je malo imela te svoje komičarka, stand-up komedije, tako da so se tudi nasmejali. In to je bilo to, ne. In 2 ure so se obrnili tik-tak, mi smo predstavili komade, tudi posnet je bil kompleten koncert, tako da bo tudi to predvajan potem na raznih televizijah in kanalih, YouTube in tak naprej. Skratka, mi smo zadovoljni, res, da je bilo tukaj ogromno priprav, ampak na koncu, ko vidiš, da so ljudje zadovoljni, pa da ni prišlo do kakšnih nevšečnosti med koncertom, je to. Krasno, znam, da je vse narejeno, ja. Da je vse ratalo. Je pa zanimivo, recimo, koliko enih priprav je verjetno tudi po svojih izkušnjah govorim za en tak priprav. To je bil zdaj 3. koncert, ki smo ga rihtali od leta 2019, smo imeli 20. obletnico, smo v isti dvorani imeli, lansko leto smo v isti dvorani imeli novo CD Zgoščenko smo izdali in letos 25 let pa tudi Zgoščenka, ne. Sej znano ti je, ne, ampak menjajo se ljudje na mestih vodilnih, kateri so in zdaj misliš, da je to enostavno, ne. Mi smo ponosni na vse, tudi ponosen sem zato, ker sem Belokranjec in da imamo tako lepo dvorano v Semiču, ne.
ker je res fenomenalna dvorana, tudi avtobus, ljudi iz Ljubljane je prišel nas obiskati. To nam je tudi, ljudje so kar gledali, kak za avtobus. Ja, pa mi smo znani, ne? V Beli krajini nas skoraj vsi poznajo, ne? Ampak Ljubljančani, da pridajo, imamo pač ene ljudje, ki nas radi poslušajo in so se potem odpravili z Ljubljane, da pridajo na naš koncert. In smo veseli, da smo to izpeljali in še enkrat rečem, delali bomo še naprej, ker to nam je tudi moto, ker če delaš, potem imaš tudi uspeh in potem imaš tudi nastope posledično tega. Absolutno. Jaz sem pa vesel, da se vidva tako dobro razumeva. Recimo, jaz sem iz Koroške, vi ste iz Bele krajine, to je geografsko gledano, če bi to naredil črto, verjetno kar ena daljših razdalj na našem zemljevidu. Pa ne vem, a se ti toliko matraš, pa lepo govoriš, ali je to tudi vaš, ne vem, povej mi mogoče kako zanimivo vašo, kako se reče temu, ne prigodo, en stavek po vaše, veš, tak, da bi mi povedal. Recimo, kako se vi pogovarjate? Se ne boš me razumel, Jure. Sam povej, se bom potrudil. Recimo, moj izziv je, da moram razumeti, kaj si povedal. Ajde. Ok. Šču sem štacun pojeca, poštenega gordoli na Podnjevu. Hvala lepa, gremo naprej. To pa res. To se vedno vračam, ko sem hodil v osnovno šolo, je učiteljica dala, da moramo nekaj napisati v narečju. In to je bilo tudi ocena od tega. In to je bila, mislim, ena med skoraj edinimi petkami pri slovenščini. Ampak jaz sem se potrudil in sem napisal med drugimi tudi to. Šel sem v štacun, šel sem v trgovino. Po štengah gor dol, po stopnicah gor pa dol in na Podnjevo. Podnjevo je pa popoldne, je pa kosilo. To je tako, že bi zdaj povedal po slovensko, ampak v narečju vsaka vas ima to. In to je tudi, da se ne sramiš. Se veliko krat, ko pridemo kam tako danes, probaš govoriti, da te razumejo. Sej itak nismo zdaj tako čist Belokrajinci, da nas ne bi razumeli, ampak morajo pa ljudje vedeti, tudi ko smo prišli. Absolutno. In ne smemo se sramovati narečjem pa vsega kraja. Hvala lepa. Spet se bom odstranil za trenutek in spet gremo naprej glasbi. Slišali bomo zopet en lep valček, Dekle pod staro vrbo. Stara vrba tam ob Kolpi pošumeva v tih večer. Sama zdaj stojim na bregu, niti ptic ni več nikjer. Reka poje svojo pesem, mi spomine šepeta. Še pred letom dni sem tukaj, svojim fantom še bila. Gor z vasi se sliši petje, glas harmonike zveni. Ob nevestici v belem, ta moj fant sedaj stoji. Stara vrba ti spominjaš, toplega poletja se. Slišala si, kaj govoril, kaj takrat obljubljal je. A name je pozabil in obljube vse. Verjela nisem, da je res, kar govori ljudje. Le skrivnosti ene, pa še zdaj ne ve, da z menoj utripa eno še srce. Gor z vasi se sliši petje, glas harmonike zveni. Ob nevestici v belem, ta moj fant sedaj stoji. Stara vrba ti spominjaš, toplega poletja se. Slišala si, kaj govoril, kaj takrat
skrivnosti ene, pa še zdaj ne vem, da z menoj utripa eno še srce. Skrivnosti ene, pa še zdaj ne vem, da z menoj utripa eno še srce. Tako, še veliko krasnih skladb bomo v današnji oddaji slišali od članov ansambla Andreja Bajuka. Andrej, če ne boš jezen, jaz grem pa zdaj malo mimo tebe. Dober večer, Ingrid, izvoli, mikrofon, si dobro? Dober večer, odlično. Odlično. Pot je bila verjetno malo dolga, ne? Ker... Ne vem, spala sem. Si spala? Pa niti videti. Tako bi ga celo noč, veš, žurala, pa še zdaj, da bi ga malo... Še drži od koncerta. Ja, še drži od koncerta, v redu. Drugače se je pri tebi kar veliko dogajalo, ne samo v ansamblu, ampak tudi, bi rekel, v privat življenju, ne? Leto si se poročila. Ja, res je, in to na petek, 2. avgusta. Povej, zakaj? Čeprav že vem odgovor, sam vseeno. Zato, ker v soboto je bil špil. Nimam cajta. Okej. Jaz sem mislil, da boš kaj drugega rekla. Pač, da si ne bi vikenda, veš, prasa Koroškem. Ja, ne, okej, v redu. Drugače, povej mi, je kaj drugače zdaj, ko si poročena? A se je kaj spremenilo? Za vse tiste punce, ki gledajo, pa ne vejo, ali bi se poročile ali ne, pa jih zanima. Mislim, da si glavna, okej, a si že prej bila, ali si sam zdaj po poroki v hiši? Ne. A ne? Prej tak, da sem bila, ampak zdaj sem pa še... Še manj. Ne, zdaj sem pa stopničko više, še bolj glavna sem. A še bolj glavna. Drugače si pa tudi zelo poslovna ženska, ne? Imaš svojo gostilno? Ja, to je pa res. S 1. avgustom sem praznovala 30 let in isti dan odprla gostilno, postala samostojna podjetnica in pa 2. avgusta pa poroka, tako da sem imela vse na kupu. Vse na kupu, krasno. In kam lahko pridemo k tebi? Kje se nahaja ta gostilnica, recimo? A tudi ti delaš tam za šankom? Normalno. To za pravega gospodarja se spodobi, pravi, da šefi tudi morajo delati. Tako. Drugače pa gostilna je Florian bar v Podturnu pri Dolenskih Toplicah. Krasno. Pridemo. Z ekipo pridemo na zaključek leta. Tja so že fanti prej rekli, a veš. Super, se veselim, vas pričakam. Ja, krasno, sem tudi jaz vesel, v redu. Drugače te imajo fanti lepo, vidi se, da se dobro počutiš. Kjer je mogoče tak največji kavaler od fantov? Ne vem, sem te že to vprašal v prejšnjih oddajah, ali ne? A je kdo še posebej pozoren, recimo od članov? Simon. Simon. Ja, on je najbolj pozoren. Zakaj, recimo? A se prvi spomne, ko imaš rojstni dan? Ja, ampak se res. Se res? Ja. Kaj pa vem, pač najmlajši je pa najbolj je pozoren, res je. Ja, Andrej je že malo star, pozabila. Ja, on pozabila, ja. Malo heca. Malo heca mora biti. Ja, super, no. Zdaj grem pa še do Simona. Hvala lepa za pogovor, vse še bomo pogovarjali. Simon, lepo zdrav tudi tebi. Živijo. Povej mi, recimo, eno dobro lastnost od tvojega ata, pa eno slabo razvado, mogoče, ko jo ima. Čeprav vem, da je tistih dobrih lastnost ali pa dobrih navad več, ampak zdaj mi nekaj, recimo, pa se samo odloči, ki bo začel z dobro ali pa slabo. Zdaj, dobra je ta, ne, ker nekdo mora biti gazda, ne? Ja. In da mora držati vse skupaj na kupu, ker drugače bi bil razpad sistema, normalno, ne? Ja, tako. Tako to se tudi pri nas izkaže čez vaje, ki jih imamo kar redno, ne? Smo tudi v tem, da vsi skupaj smo v te zadevi, torej ni samo en, ki odloča vse skupaj, ampak se mi vedno posvetujemo v zadevah, ne? In pol dejansko tudi ansambl lahko tako normalno laufa, ne? Če bi samo en vse odločil, pol nekomu drugemu morda ne bi bilo prav, ne? To je dobra stvar. To pomeni, da je ata dober šef. Tako, to je dobra stvar. Tako, šef. Zdaj pa naštej 5 slabih. Zdaj, slaba stvar je pa samo ta, da včasih moram ja iz špila voziti domov, ne?
Res. Ja, človek se namantra, ne, pa pol moram furati. Vse je res, ja. Je pa kar naporno biti vodja. Ja, ne, tudi. seveda, vse. Pa, Razumljivo, ne. Je razumljivo. Da. A samo to, mislim, ne bi recimo iz otroštva izdal, a si recimo kdaj dobil kako vzgojno ali... Sem, ampak to je normalno, jaz sem se bil sam kriv, ne, jaz sem bil provokator. To pa lepo, da poznaš, ja. Vsak, se pravi, ne, naj je bilo vedno super, ne, in še vedno nam je super vse, ne, tako da vsak ima slab dan, kar je normalno, ne. Absolutno. Ampak pri nas je tako bilo vedno, da čez glasbo, ker so pri nas 3 štuki, ne, dol čist na dnu je glasba, ne, in pol ta glasba gre čez celo hišo, in tudi, ko si na vrhu, ni problema, čuješ vse, in tudi, če je slab dan, ti greš itak čim dlje stran, ne, ampak nekako smo se naučili oziroma prevzgojili, da čez glasbo se da veliko stvari boljše razumeti, lažje razumeti in tudi, ko je slab dan, se veliko krat da tudi popraviti z glasbo, ne? Tako da nimamo nekih problemov, da bi bil res slab dan, ne? Čisto iskreno povedano. To, če sem prav razumel, v vaši hiši v glavnem je glasba doma, v spodnjem štuku je, se vemo, da dobra glasba gre samo navzgor in če je kdo slabe volje, pojačaš pa je. Okay. Hvala lepa, si bil za odgovor. In zdaj grem še do Nejca. Nejc, ti nisi najmlajši član, a si? V bistvu sem. Si? Sem. Si pa tudi največji. Tako za vse gledalke in gledalce bomo povedali, da nisi poškodovan, vse je v redu. Zaenkrat še kolena štimajo, gležnji. Si tako velik, naš studio pa mal nizek, se bomo renovirali, imamo na črto. 2025 in da smo rekli, rej se vseta, ne? Da ne bomo kaj podarili. Ja, če prepihe, kar problem, ja. Jaz malo više bolj piha, ne. Bolj piha, ne, bolj čutiš. Pa zrak je malo bolj oštar. Ja, povej mi, Nejc, s čim se še ti drugače ukvarjaš? Razen tega, da... Ne z dosti stvari, res ne. Ne? Glasba, delo. Glasba, delo. Kaj delaš? Ja, v službo hodim. Ok, te bom bolj podrobno vprašal, kaj pa delaš v službi, v katero hodiš? Z ljudmi se ukvarjam. Ok. V redu je. A veš, da imamo podobne službe? Verjamem. Ja, lepo. V glavnem, špilaš verjetno rad. Kako dolgo si ti v ansamblu Andreja Bajuka? 2 leti. 2 leti. Ja. Smo kakšen poseben sprejem, ko si prišel? Je Andrej rekel, da si dobil kako novo nalogo mogoče v ansamblu? Nič kaj posebnega. Nič kaj, samo špilat moraš v redu. Pa uživati treba, ne. Pa uživati treba, pet, pa se fajn imeti. Vsekakor. Krasno. Hvala lepa. Zdaj se pa spet odstranimo. Fantje in dekle v našem studiu uživajo, tudi jaz zelo uživam in upam, da tudi vi doma pred televizijskimi zasloni. Slišali bomo skladbo, ja, sezona veselic je mimo, ampak člani ansambla Andreja Bajuka se sprašujejo, kje so veselice. Le kje so veselice in kje je pozabljen vaški ples. Bojim se, da so le govorice, a hkrati upanje imam, da to je res. Tako se bo vriskalo in bilo, kot se pod našim nebom še nikoli ni. Iskreno, kot nikdaj vedeli dolgo noč. In da bi, tako kot v dobrih časih, pogum nam dala in razkrila
kje so veselice in ansambl Andreja Bajuka še vedno v našem studiu. Andrej, evo, izvoli. Najprej te moram pohvaliti, a veš, tvoj sin glih ni najdu ene take prave slabe lastnosti, razen tega pač, da more voziti. In to pomeni, danes smo dosti daleč, tako da ne boš upeš. Da ne boš upeš, ne. Ne bo pa danes sigurno pelal spet domov, ne, tako da. Absolutno. Je vaša družina še večja ali je Simon... Simon je najstarejši, Aha. potem je srednji Luka, 18 let star, in hčera Nina, 14 let, še osnovno šolo hodi, 9. razred obiskuje, tako da so vsi tri radi tudi so v glasbi, no ta mlajša, ta hčer Nina, ona tudi igra, zna kitaro, zna harmoniko, malo klaviature. Vesela Luka pa je bil tak, probo je, mečken na bobne, nekaj naštudiral, imel je učitelja, vse je bilo v redu, ampak pol, ko so vaje končale, po pol leta pa ni znal, zdaj, ali bo komu bo špilal, ne, z bobnih, ne. Se neko hodi v vas ali pa na veselico, mora da boš, ne, boben inštrument, ki morajo zraven še drugi inštrumenti, ampak voljo je pokazal, ne, nikoli ni pa prepozno, ne. To je še skozi drži, da če imaš voljo, pač spoznavaš nove prijatelje, si v novi družbi, ne, in mogoče kdaj še pride do tega, da bojo še ona dva, še mogoče kje, tako na tej poti, ne. Tako. Zdaj me pa zanima, recimo glasba, z glasbo se ukvarja že od mladih nog, smo prej slišali, v glavnem glasba je tvoj kruh. Ja. Te spremljam na vsakem koraku, pa me zanima, kam se pa Andrej umakne, če hoče nekaj časa za sebe ali pa nekaj za svojo dušo. Jaz vem, da glasba je za tvojo dušo, ali pa recimo, kaj te še poleg glasbe veseli? Rad pogledaš morda kak šport, rad greš v hribe? Ja, točno to, ja, šport rad gledam, sploh, če so naši dobri, ne, potem še navijam zraven. Rad grem tudi v naravo, tudi rad se odpeljem kjerkrat na obalo, ženo, tako da gremo večkrat glavo razbistrimo, ne, saj zdaj, ko bojo te krompirove počitnice, bo kaj več časa da se posvetim malo bolj družini. Vse drugo bom dal na stran. Ostalo pa evo, iz dana dan je pa skozi glasba je prisotna, ne. Ali mediji, ali pa še kakšna druga stvar, ki se ukvarjam s turizmom še zraven. Tako da vsega imamo pomalo, ne. Tudi v turizmu bomo malo kasneje še nekaj povedala, za tiste, ki še ne vejo. Sedaj pa si privoščimo en videospot Tebi, oče in ansambl Andreja Bajuka. Človek krmar je, vodi pa ga majhno srce. Včasih zapluje, mirne včasih divje vode. Sem pa je lažje, če nekdo ob tebi stoji in ti pomaga preko vseh brvi. Pri vseh težavah obrniti na te se smem in da lahko zaupam ti, karkoli to vem. S tvojo ljubeznijo je punčka zrasla v dekle. Vse za življenje naučil si me. Moje srce od sreče joče, ko se zaveda, si moj oče. Ti moja zlata zvezda si, v sebi imam del tvoje krvi. Moje srce od sreče joče, ko se zaveda, si moj oče. Da ti pokažem, da mi je mar. Pojem dopisem tebi v dar.
od sreče joče, ko se zaveda, si moj oče. Ti moja zlata zvezda si, v sebi imam del tvoje krvi. Moje srce od sreče joče, ko se zaveda, si moj oče. Da ti pokažem, da mi je mar, pojem dopis sem tebi v dar. Tako krasen videospot smo si ogledali, krasna pohvala oziroma poklon očetom, tebi oče, in še vedno spremljate oddajo Najvišja in še vedno so naši glasbeni gostje ansambel Andreja Bajuka in slišali bomo, ja, Srečno srce. Uživajte. Bela krajina, ki prebuja se, vsak dan mi pokaže, kaj veselje je. Zvok moje breze, kadar zašumi, srečo v srci prikliče mi. Jaz in ti v mehki travi, ko prebuja se pomlad, ko nerodno govoriš mi, da neskončno imaš me rad. Nekaj pisanih metuljev, šopek roški zbran za me, tvoj poljub in srečno moje je srce. Da neskončno imaš me rad, nekaj pisanih metuljev, šopek roški zbran za me, tvoj poljub in srečno moje je srce. Šopek roški zbran za me, tvoj poljub in srečno moje je srce. Srečno srce, ja, moje je trenutno zelo srečno, ker sem v dobri družbi, med dobrimi glasbeniki. Andrej, evo, izvolim. Prej smo omenila tudi glasba, turizem, to vse skupaj povezano, Brihtna glava, osnovna šola. A ta šola deluje skozi celo leto, ima počitnice in praznike, ali je tam bolj na trdu vse skupaj, da ja, tako je, zraven glasbo se še ukvarjam s turizmom že 15 leto. V Radovici, tam, kjer sem doma,
je šola bila vse do leta 1976, to se pravi dobrih 55 let je ta šola zaprta in noter sem v tej zgradbi, je več prostorov in tukaj, ki je bila prava 8-letka, v tem razredu, kateremu imam zdaj te avtentično opremo in tudi učilnico, sem opremo z avtentičnimi predmeti, starimi klopmi, črnilniki, starimi stoli, slike in tako naprej. In noter uprizarjamo pouk, takšen kot je bil 50. leta prejšnjega stoletja. Torej vsi, kateri k nam pridejo turisti, so učenci. Zdaj, za kateri razred so to določito vršica učiteljica. Jaz sem kot ravnatelj tukaj, vodim ta produkt, drugače so pa 4 učiteljice, katere to izvajajo. In skratka, evo, vsako leto je več obiska. Gre pa za to, da vsi spoznavajo med Belo krajino duhovit in zabaven način. Seveda učiteljica prisega narediti disciplino, to se pravi, šibo ima skozi prisotno v roki, če pa šibanja zaleže, je pa v kotu pod abakom tudi koruza, za katero potem učenci, tisti, kateri so tako površni, pa klepetajo, jih pošlje klečat, ne, po domače povedano. In tu se ljudje zelo radi nasmejajo skozi spoznavanjem tega, ker res gre za uprizor take šole, ko so hodili naši detki pa babice, ko so bili starejši. Ne. Seveda pa tudi otroci nas obiskujejo, ker imamo za njih tudi prilagojen program, tudi za težje ovirane ljudi, imamo to dostopni turizem. Skratka, evo, to že delamo zdaj, že se pravim, v 15. letu smo, poleg slovenščine še v hrvaškem jeziku, nemškem, angleškem in tudi italijanskem, tako nas tudi turisti iz drugih krajev obiskujejo. Skratka, to, ko pridajo, se spominjajo še pol leta po temu, ne. Pa naj še tukaj izkoristim za to, da imamo po novem tudi stand-up komedijo v belokranjščini, tudi na koncertu smo en del izvedli to. Skratka, gre za trdoživo Belokranjko, ki se obleče v staro ženičko in pripoveduje nenapisane zgodbe, kaj se je nje vse dogajalo, ko je bila mlada. To je spet v belokranjščini, ni čista belokranjščina, ampak tako, da se da tudi razumeti in tukaj ljudje se tako nasmejejo. Tako da smeh je pa potreben za zdravje in potem seveda, da se nekaj zapomniš od tega. Absolutno. Pa mogoče še zaupaš eno anekdoto, recimo med vami v 25 letih delovanja se je verjetno marsikaj zanimivega zgodilo. Mogoče katera od zgodb ali pa anekdot ti prva pade na pamet, ko pogledaš tako svoje člane ansambla? Ne vem, to se glih nam ne dogaja. Vem pa, da se mi je zgodilo na enem festivalu, to nikoli ne bom pozabil, ko smo prihajali gor, sem imel te zapnete, ne. Od gore sem si odpnil, spodaj pa nisem si odpnil, ne. In pol nisem mogel začeti igrati, pol sem gledal dumi to harmoniko stiska od spodaj. Mislim, to se mi je tako zgodilo, da normalno, ko si pa na festivalu, se to ne smeti zgoditi, ne. Ampak vse bilo nekako na hitro, ne. In pol hitro gor, hitro dol in to so bile nekaj tak. Kako si pa rešil to situacijo? Hitro si odpel? Nekako sem uvod zašpilal, ko smo začeli odpet, ne, sem pa hitro dol staknil in sem tem začel. Se so videli, da pač, da je, ampak dobro, ni se to pogruntalo tako, da bi zdaj zafušal, ampak se je pa pač zgodilo, ne. Si pol misliš, da je neka stvar na harmoniki, da premisli, sploh nekaj zapenjati, če ne rabiš tega zapenjati, ne. Drugače pa imamo anekdoto ogromno, ko gremo domov. Samo zdaj pol se ne pozabim, kaj se zgodi. Ste gosti na teh 24-urnih črpalkah, tudi tist ne. A se večkrat ustavite, ko se vozite domov? Ja, stavimo se. Kdo najprej zaspi, pa kdo je najbolj zgovoren, recimo v kombiju, tako med potjo, recimo, ko se vozite? Ingrid ponavadi zaspi, Simon vozi, nejc pa imamo debate, ne. Tako da smo vsi glasni, ampak vse smo tako glasni, da se da vse normalno razumeti. Se pa radi šalimo, res smo, mi da smo dobra ekipa, ne vem, kako je po drugot, ampak to se smejemo. Zdaj se bomo smejali sigurno vsaj tam do Ljubljane, potem bo pa počasi že... Ingrid zaspala. Treba se postaviti na črpalki, da gremo potočiti oziroma natočiti ali pa kaj iskati, ampak res smo, razumemo se dobro in ja mislim, da to, kada je ta adrenalin tak noter, ko se dobro počutimo, ko kam gremo, pa še boljše, ko kam odhajamo, ker vemo, da smo darili nekaj spet dobrega, imamo res fajn. No, krasno, super. Vidi se, da ste dobra ekipa in še na mnogo leta, no, vam voščim. Nismo še na koncu oddaje, jaz sem samo umaknil, slišali bomo vašo najnovejšo skladbo. Ja, to je čisto nova skladba, ki je išla tik pred koncertom, nismo še uspeli spota posnet, prikupen par, ena polka taka živahna. Imeli smo plan, da bomo tudi s spotom to začeli na koncertu, ampak
evo, komad smo pa naredili, ne? To ostalo pa prihaja za nami. Krasno in zelo veselimo se ga tudi mi, da ga danes slišimo prvič iz našega studija, Prikupen par in ansambl Andreja Bajuka. Še vedno rože rastejo za naju, da skupaj bi jih trgala. A ti na drugi strani si vasice, le tu in tam se srečava. Še vedno ptice čakajo na naju, da bi zapele pismico. Ko bi sprehajala se prek ravnice in se držala za roko. Dolgo pogledi te že lovijo, a sva le prijatelja. Moje misli pa mi tja bežijo, kjer mi dva se ljubiva. Ko pred očmi slike mi bledijo, sanja sva prikupen par. Pridi in odpeli, me skočijo, mojega srca vladar. Še vedno zvezde čakajo na naju, da skupaj bi jih gledala. A vsak na svoji strani sva vasice, samska zmeraj še oba. Še vedno veter čaka le na naju, da segel bi vse do srca. Ko nasmejana šla bi prek ravnice, močno bi se objemala. Dolgo pogledi te že lovijo, a sva le prijatelja. Moje misli pa mi tja bežijo, kjer mi dva se ljubiva. Ko pred očmi slike mi bledijo, sanja sva prikupen par. Pridi in odpeli, me skočijo, mojega srca vladar. Ko pred očmi slike mi bledijo, sanjah sva prikupen par. Pridi in odpeli, me skočijo, mojega srca vladar. Mojega srca vladar. Evo tako, čisto frišno skladbo, novo skladbo ansambla Andreja Bajuka smo slišali zdaj Prikupen par. Slišali smo tudi, kakšen je Prikupen par. Ne? Verjetno sta Prikupen par tudi Ingrid in pa njen mož. Ja, seveda. No, čeprav moža ne vidim, sam že na podlagi Ingrid sklepam, da sta Prikupen par. Ne? Res so. Ja, ampak ja, zdaj sem pa kar zabluzil malo. Ne, nisi dobro si povedal. Dobro si povedal, ne? Ne poznaš Tineta moža, ampak je fajn moža. Ja, veš, shotel pohvaliti tudi moža, ne samo... A mož spremlja danes oddajo, gleda? Gleda. Spremlja, kaj da rečem, podrobno spremlja delovanje ansambla, verjetno. Se on tudi ukvarja z glasbo? Tudi? Ok, čak malo, se gem bajs malo dove. Tudi se ukvarja z glasbo, evo. Te pa nam zaupaj, daj tudi recimo doma skupaj, katero zapojeta. Ja, tudi zapojeva, on tudi špila harmoniko, jaz tudi špilam harmoniko. Tako da... A te je Andrej učil? Ni. Ne? Sama sem se. Sama si se? Ja. Ok, vprašanje za Andreja, kako bi ocenil. V redu. Tako da je glasba tudi pri vas doma v hiši. Ja, že prej doma, ko sem pri očetu živela, očet tudi igra harmoniko, brat igra harmoniko. Tako da mi je bila kar glasba v zipko podana, ja. Tako, si pa že 4 leta, ne? Si mamica. Ja, res je, 4 leta je letos, 30. avgusta bil star, sinko naj. Ja, krasno. In kako je iti, recimo, kakšni so občutki? Verjetno je včasih kar težko iti od doma. Vse pol, ko prideš, ko se usedete v kombi in se peljete, verjetno, ok, se pozabim, iti je pa verjetno včasih kar... Najtežje je iti, ja. Pa
Kaj pa vem, pač zdaj tudi, ko sem samostojna podjetnica, je mogoče še malo težje, ker dejansko pač nime veliko doma. Pride vikend, so špili, v nedeljo boljš, da me ne drezaš. Ok, poznamo. Tako da, ja, zna biti naporno, ampak je pa lepo. Je pa lepo. Vso srečo ti želim na tvoji osebni poslovni poti in pa seveda tudi na poti ansambla. Jaz grem zopet na to stran. Andrej, cilji, želje za prihodnost samega ansambla? Želj nimamo veliko, imamo pa cilje. To se pravi, še bomo naprej ustvarjali pesmi. To se pravi, da bomo ponašali tudi glas naše Bele krajine širom po Sloveniji. Posneli bomo še sigurno kak spot, tako da delali bomo. Zdaj smo obeležili to obletnico, to ne pomeni zdaj, da nehaj delati, ampak imaš spet motivacijo za naprej. Leto bo kmalu obsorej, kmalu se bo tudi leto končalo, tako da bomo tudi to obeležili z nastopih in potem zopet z novo leto zakorakamo z željami, da bomo zdravi, da bomo delali naprej, pa da se bomo tudi podružili kjerkrat, ne samo da je špil, ampak zdaj si bomo vzeli sigurno, ko bo te počitnice kak dan, pa bomo, mi rečemo po domačemu, kaj obrnili, pa bomo kaj spekli. Tako, to je to. Krasno, so da malo luštno imeli in da proslavite vaše veliko delo zdaj v obletnici in pa koncertom. Kaj ne rečem, jaz ti tudi želim tebi in pa celotnemu ansamblu vso srečo na nadaljni poti. Jaz se res zahvaljujem, da ste bili današnji glasbeni gostje. Jaz upam, da ste se imeli lepo, za gledalke in gledalce ne dvomim in vso srečo za naprej. Hvala lepa, pa ko bomo kaj novega naredili, pa se zopet oglasimo. Evo. Absolutno. Hvala lepa še enkrat. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, da ste nas spremljali. Kot vsak četrtek se vidimo tudi v prihodnje. Želim vam en lep preostanek večera, vse dobro, do prihodnjič. Sedaj pa si bomo ogledali še en lep izdelek, še en lep videospot in krasno skladbo ansambla Andreja Bajuka. Lahko noč in Zaradi tebe.
Hvala.